Spoštovani, v sredo 14. oktobra 2015 smo imeli državne svetnice in svetniki 33. sejo Državnega sveta Republike Slovenije. Imeli smo več zanimivih točk, med katerimi bi želel izpostaviti predvsem naslednje. Prvič v zgodovini delovanja Državnega sveta nas je nagovoril predsednik dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora, in nam seveda povedal nekaj svojih misli, ki jih je izrazil. Predvsem je izrazil mnogo boljše sodelovanje med Državnim zborom in Državnim svetom. Izrazil je tudi načelno podporo ponovnemu odločanju, ki je pomembno za delovanje Državnega sveta, Državnega zbora, predvsem pa za dobrobit državljank in državljanov. Izpostavil pa je tudi možnosti še nadaljnjega sodelovanja, pa vendarle smo se pogovorili tudi o nekaj odprtih vprašanjih, ki nas med sabo še vedno tarejo. Lahko pa rečem, da se je to sodelovanje med Državnim zborom in Državnim svetom mnogo izboljšalo in to je tudi pravi način razmišljanja prihodnosti delovanja politike v Sloveniji. Prav tako pa smo obravnavali še dve pomembni točki, to je predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2016 in leto 2017. Tukaj je seveda bila močna in razprava o različnih področjih, predvsem se nam zdi, da je ta proračun za 16 in 17 premalo investicijsko, premalo razvojno naravnan. Tukaj so potekali različne diskusije, diskusija je bila dolga in pa cel kup nekih predlogov, med katerimi je tudi bila mnenje Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport, da bi bilo potrebno tudi več denarja nameniti za kulturo. Danes nas je s svojim obiskom počastil predsednik Državnega zbora, dr. Milan Brglez, in kot državni svetnik moram poudariti, da sem bil tudi sam prijetno presenečen. Namreč po nedavnih obiskih predsednika države, dveh premierjev, je prišel še predsednik drugega dela parlamenta, se pravi Državnega zbora. To je ena stvar. Druga stvar, ki me je pa še bolj, bi skoraj rekel, razveselila, je pa to, da je dr. Brglez poudaril, da ne razmišljajo več, vsaj v tem sklicu, da bi kakorkoli ukinjali drugi dom parlamenta, pač pa da tudi v sodelovanju z Evropsko komisijo bolj razmišljajo o tem, kako bi ta naš državni svet na nek način nadgradili in mogoče tudi dopolnili. In v zvezi s tem omenil, recimo, da bi po njegovem mnenju morali v njem najti tudi svoje mesto predstavniki mladih, s čimer se globoko strinjam. No, že pred časom je pa na nekem posvetu dr. Anton Bebler predlagal, da bi v njem morali biti tudi predstavniki starejših oziroma upokojencev, in z obema tema predlogoma se globoko strinjam, ker gre dejansko za interesne predstavnike, ki sodijo ravno v državni svet. To priliko, obisk predsednika Državnega zbora in njegov nagovor sem pa izkoristil tudi za vprašanje, in sicer zato, da kot predsednik Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport, kjer sam sem v vlogi poročevalca na odborih za kulturo in na odboru za izobraževanje Državnega zbora, kjer mi včasih predlagamo, oblikujemo tudi amandmaje. Problem je pa v tem, ker po poslovniku Državnega zbora, čeprav po ustavi dajemo lahko mnenje na katerokoli stvar, mi nismo kvalificirani predlagalci amandmajev. In kaj se dogaja? Mi amandma sprejmemo na naši komisiji, potem ga seveda pošljemo vsem poslanskim skupinam in tudi vladi in tudi v parlamentarni odbor. Jaz to običajno na začetku seje takoj za mnenje zakonodajne pravne službe tudi predstavim, ampak potem pa niti do obravnave tega našega amandmaja, niti do glasovanja ne pride, če se pri tem posebej ne vztraja. No, in sem prosil oziroma vprašal dr. Brgleza, če bi lahko stvari uredili tako, ker se nam zdi, da so ti amandmaji praviloma res domišljeni in koristni, da bi predsedujoči odboru, ko pride do določene točke, ki spreminja največkrat obstoječi zakon,
vendarle potem omogočil, da se opravi razprava o tem, ali se naš amandma posvoji, oziroma potem po možnosti, če se pač spoštovani poslanci s tem strinjajo, tudi o našem amandmaju glasuje. To se mi poleg ponovnega odločanja, ki je bilo tudi na tapeti, zdi ena od pomembnih stvari, ki bi jih morali doseči že v tem sklicu. Na Komisiji za znanost, kulturo in šport smo temeljito opravili debato glede predloga proračuna za leti 16 in 17. Na tej seji smo sprejeli kar nekaj sklepov, ki so bili posredovani naprej, vendar kot članu te komisije se mi zdi zelo pomembno, da poudarjamo pomen izobraževanja, visokega izobraževanja in seveda znanosti kot take. Poudarjeno je bila tudi neprimerno financiranje kulture, kajti po naši oceni 0,4% BDP-ja, ki je namenjen za kulturo, je premalo, zato smo tudi predlagali na plenarni seji, da se v gradivo oziroma v mnenje Državnega sveta vpiše, da se zavzemamo za to, da bi v letu 16 in 17 bilo namenjeno vsaj 1% BDP-ja v kulturne namene.